Pa verjetno je pisanje od nekdaj bil moj primaren poklic. Jaz sem tudi pri filmu v bistvu nekako prepoznal neko pripovedno umetnost. In od začetka mi je bil ta scenaristični del filmskega ustvarjanja zelo blizu, mogoče celo najbližje od vseh. Jaz sem potem tekom študija in režije svojih filmov odkrival tudi druge plati. Z leti se mi zdi, da je tako zaradi različnih razlogov postajam vedno bolj pisec in vedno manj filmar. Zdaj lahko se to še obrne. Enostavno je ta pisana beseda tak, s katero se jaz najlažje izražam. Jaz v bistvu ne pišem veliko literature v bistvu. Jaz sem izdal 3 romane, vmes napisal zgolj nekaj kratkih zgodb. Tako da mi je kolumna postal zelo ljub način izražanja, ki mi v bistvu ohranja neko pisateljsko kondicijo. Io sono nato in questa casa, capisce? Montaža, meni se zdi pri pisanju literature montaža bistvena. Mogoče tudi zato, ker jaz vsaj zadnja 2 romana sem pisal tako, da se pač prepleta več časov in je pač montaža postala zelo pomembna in sem se z njo zelo ukvarjal. Se mi zdi tukaj, da sem jaz uspel neke svoje izkušnje iz filma prenesti potem v literaturo in da mi je to zelo ta razmislek o montaži in zavedanje njene pomembnosti dosti pomagali pri tem, kako sem potem strukturiral svoje romane. Jaz mislim, da figa je tudi tako kompleksno delo, da zagotovo je ni moč cele prenesti ne v gledališče, ne v film. Sam recimo sploh nimam želje, skratka jaz sem s tem, ko sem režiral film po svojem romanu, nekako to izkušnjo doživel in imam popolnoma jo dovolj. Pa jaz nimam več tega privilegija, da bi lahko se usedel in čakal. Jaz imam zdaj omejen čas in nekako, ko se usedem za računalnik, približno moram vedeti, kaj bom napisal. Tudi ko pišem literaturo, romane, ne sedem za računalnik, preden približno vem, kaj ta roman bo. Seveda se to pomes spremeni. In podobno je tudi pri kolumnah. Zelo jasno predstavo o tem, kaj želim s kolumno napisati, moram imeti, ker pač zaradi omejenosti časa ne morem si več privoščiti, da bi sedel 10 ur in počasi nekako čakal, da mi zalaufa. Aco! To smo tebe in tvojega fotra. In tega ključem jako živi. Aco, ti boš me! Pa gdje ste gor? Fužine so bile naš prostor. Ko smo govorili, da gremo v Ljubljano, je bilo to, kot bi govorilo o nekem drugem mestu. In tudi mislim, da je Ljubljana mesto, ki se je skozi leta tako spreminjalo, da v bistvu nikoli se nisi mogel čisto udomačiti. Ko razmišljam o Ljubljani, vedno je ta nek prostor med mano in Ljubljano, ki mi omogoča, da sem vedno mal tujca v svojem mestu, ker se ona tako hitro spreminja, da se jaz ne uspem tako hitro prilagajati. Ampak to se mi zdi po drugi strani fajn, ker v bistvu smo vsi na nek način biti mal tujci v tem mestu in zato si jo noben ne more prisvojiti, noben ne more reči, Ljubljana je to in nič drugega. Zato ima lahko vsak od nas, pa smo mi, ki smo rojeni, ali pa ljudje, ki prihajajo zdaj, ali turisti, ki pridejo samo za par dni, vsak ima neko svojo Ljubljano. Če sem se mogoče še leta nazaj malo zaradi te tujosti počutil nekako izkoreninjenega, če nisem mogel čisto zapopasti tega mesta in ga čisto vzeti za svojega, mi je to z leti ratalo nekaj, kar mi je mogoče pri tem mestu najbolj všeč. Da je tako izmuzljivo, da se tako ne pusti vzeti.